Arnold Rikli velja za pionirja modernega turizma v Sloveniji, predvsem pa na Bledu. Njegova zadnja pravnukinja Margaret Šimak Rikli nas je obiskala tudi na Bledu, saj je občini Bled namenila prav posebno darilo. Slika avtorja Jakoba Kancijanija vsebuje podobo Bleda v 80. letih 19. stoletja. Margaret Šimak Rikli jo je imela v lasti 60 let. Ker se na Bledu počuti kot doma, se je odločila, da to sliko podari občini. Bled ist ein wunderschöner Ort. Nicht übertrieben von Industrie und sagen wir, nicht übertrieben in Angeboten, in günstig Angeboten, preislich und so weiter, sondern Bled ist ein Ort, wo man seine Körperkräfte pflegen kann und sich immer in guter Luft befindet. Dieses Bild ist seit 150 Jahren im Besitze meiner Vorfahren. Und ich habe das Bild immer sehr zu schätzen gewusst. Und nachdem Herr Bürgermeister Pfeiffer von Bled sich für dieses Bild auch interessiert hat, habe ich mich entschlossen, dieses Bild der Gemeinde Bled zu widmen und damit auch Gäste von Bled dieses Bild sehen, so wie die Burg vor 150 Jahren ausgesehen hat. Sliko je opazil gospod Vojko Zavodnik, ki se ukvarja s Arnoldom Riklijem zelo poglobljeno in me na to upozoril in potem smo se spoznali in smo se začeli o tem zgovarjati in prišli smo do tega, da je zdaj ta slika na Bledu. Avtor je najbolj znamenitih koroških slikarjev, Jakob Kancijan, to je bil naslednik Marka Pernharta, ki je bil še Slovenc. Kancijan je živel v Beljaku in je posebej znan po pejsažih, po pogledih na razne kraje. In pri tej sliki predvidevam sploh, da je mogoče naredil prav iz naše občinske zgradbe, ki je takrat že stala in ki je z ene višine in je to prav ta pogled v bistvu, ki ga imam tudi jaz iz svoje pisarne. Skoraj ta isti pogled. Arnold Rikli je bil v njenih očeh napreden naravni zdravilec, ki je uspel zdraviti brez zdravil. Der Anblick eines Porträts von meinem Urgroßvater Arnold Rikli, ja. Der Anblick von ihm. Ja. Er war ein außerordentlicher, fortschrittlicher Naturheiler. Er war kein Arzt, kein Mediziner, sondern ein Naturheiler. Und seine Aufgabe hat er gesehen, die Bevölkerung von Bled zu informieren, was man machen könnte, ohne Arzt und ohne Medikamente die Gesundheit zu festigen. Zanimalo nas je, če tudi ona živi v življenjskem slogu svojega pradedka. Ich habe Zeit meines Lebens viel Sport betrieben und mich viel in frischer Luft und im Sonnenlicht bewegt. Aber nicht, sagen wir, stundenlang sich der Sonnenkraft ausgesetzt haben, denn alles, was übertrieben ist, ist nicht mehr gesundheitsfördernd. Več o sliki in njenem avtorju nam je zaupal Vojko Zavodnik, avtor monografije po sledeh Arnolda Riklija. Kot je že gospa povedala, je Arnold Rikli je bil mecen Jakoba Kancijanja. Jakob Kancijan je bil rojen v Beljaku, 3 leta starejši, je bil od Riklija, umrl pa je leta 91. In to je prav leto, ko je Rikli dokončal svojo vilo Arnoldo v Wolfsbergu. Takrat je bila končana in zato ravno mislimo, da se je ta slika koncem 80-ih let tudi da je kot enega od 5 slik, ki jih je naslikal za Riklija. Ostale slike so predstavljale razna jezera, Belopeško jezero, potem Porabsko jezero. Gospa je 2 slike že odtujila, to je ena od 3, ki so bile še v vili in zanimivo je pa ravno zato,
ker to je bilo to zadnje obdobje, ko se je želel zahvaliti verjetno slikar svojemu mecenu, zagotovo mu je Rikli veliko pomagal, ker zaradi svoje pripadnosti Jakob Canziani kot porekla italijanskih staršev, mama je bila s Florence, je dejansko je trpel veliko teh nacionalističnih napadov in ni bil nikoli priznan. Skupaj sta slikala z Perhardom in Perhard na velikih razstavah, on je bil izredno priznan, Jakoba pa so vedno tlačili in on se je preživljal na ta način, da je učil privatno. Tako da eden od njegovih učencev je bil Willeroder, zelo znani avstrijski slikar, je pa potem tudi prodajal slike, s tem se je preživljal in zato imamo veliko slik. Tudi ta motiv se ponavlja, jaz sem ga videl najmanj 5-krat, samo to so bile slike manjšega formata. Že z prvega obdobja, z leta 1955, je Canziani začel slikati in to je, če bi se kdaj sprehodili, poleg zdravstvenega doma, je en majhen hribček med osnovno šolo, pa med zdravstvenim domom se imenuje Pecovca. In to je bilo včasih zbirališče slikarjev in to je tipičen pogled. Tudi naš slikar, fotograf Lerger Porer je slikal svoje fotografije Bleda z tega konca in posebno po tej vili lahko vemo, da je bila ta slika narejena po letu 1969, ker je vila Tenis bila postavljena, dokončana prav leta 1869. To je bil gradbenik z Ljubljane, kasneje je ta vila pogorela, ampak v bistvu s tem malo datiramo to obdobje, se pravi leto 80, konec 80-ih let, bi lahko dejali. Jakob Canziani je v tako velikem formatu Rikliju podaril 5 svojih del. S tem pa mu je izkazal prav poseben namen. Jaz nisem videl drugih 2 slik od 5, ampak 3 slike so vse narejene v tem formatu, so bile vseh 5 je bilo istega formata, s čemer je v bistvu Rikli svoje mecenstvo, ki ga je dajal Canzianiju na eni strani pomoč, na drugi strani pa Canziani je s to velikodušnostjo, z velikimi formati izkazal svojo veliko zahvalnost Rikliju. Tako da to so nekje, mislim, da je 1,40 x 1,60 so slike in tudi obstoječe 2 slike so enakih gabaritov, se pravi velike zaradi velikodušnosti. Vsi ostale Canzianijeve slike so manjše, 50 x 60 maksimalno. Če govorimo o vrednosti slike, je ta za Bled neprecenljiva. To je zelo težko oceniti. Danes avstrijske hiše Canzianijeva dela cenijo med 1500 in 6000 evri, ampak mislim, da je bila prva slika, ko je dala gospa oceniti, bila ocenjena nekje na 5000 evrov, ampak to je bilo tako. Vi morate vedeti, če na aukciji ni nikogar, ki bi to kupil, jo lahko dobite po izklicni ceni. Tukaj pa moramo reči, recimo za Bled jaz trdim, da je ta slika skoraj neprecenljiva zaradi zgodbe Riklija, zaradi velikosti, zato ker je unikat v tej velikosti in verjetno bi dosegala visoke zneske. Wasser tut's freilich, laut Kneipp. Auch Rikli hat mit Wasser gearbeitet, mit Bädern, aber alles in beschränktem Maße. Und er fügte hinzu, höher jedoch die Luft steht, am höchsten das Licht.